Nobenega nismo izpuščali, ne glede na to, ali so bili kritični, ali so bili takšni, drugačni, levi, zeleni, črni. Vsi so imeli pravico sodelovati. Ker ste tako čudovito nediskriminatorno obravnavali medije in ker ste tako odlično vodili UKOM, ste bili potem nagrajeni z mestom direktorja na televiziji ali kako? Je to ali kaj? Ste dobili nagrado, ker ste tako odlično izvajali omenjena nezavezujoča pravila? Mislim, če vi mislite, da je nagrada voditi televizijo Slovenija, potem slabo poznate televizijo Slovenija. Se pravi, menite, da jaz slabo poznam televizijo Slovenija? In vaš način vodenja? Očitno, če jemljete za nagrado, da mora človek, ki dela... Uvajati vaše demokratične standarde na nacionalno televizijo? Kako? Vaše demokratične standarde po partijski direktivi na nacionalno televizijo. Zdaj pa povejte, kakšne partijske standarde? Ja, Odpirati pluralni prostor, omogočati vsakemu legitimno debato na javni RTV, proti cenzuri, proti diskriminatornosti. Če so to partijski... Kaznovati zaposlene ali kako, ki delajo v skladu z najvišjimi možnimi profesionalnimi novinarskimi standardi. Zdaj pa povejte, koga smo kaznovali, ki je delal z najvišjimi možnimi standardi? Saša Kranjc. Kako smo ga kaznovali? Ja. Rekli ste, da omejili ste mu vodenje Dnevnika. Ni res. Kolegico... Ni res, čakajte, zdaj ena stvar. Saša Kranjc ni bil nediskriminiran, necenzuriran. Hvala, da ste nas razsvetlili s temle vašim zaključnim delom. Moram reči, da sem zelo srečna in zadovoljna, da ste tako nediskriminatorno in demokratično vodili UKOM, predvsem pa nacionalno televizijo. Zdaj, kolega, če imate slučajno še kdo kakšno vprašanje? Ne bi imel, ker večino vprašanj postavljenih tako ni odgovoril. Namesto odgovorov smo poslušali neko obtoževanje, tako da jaz mislim, da škoda izgublja časa, pa da zaključimo s tem današnjim slišanjem. Torej, jaz tudi nimam nekih dodatnih vprašanj. Hvala za vaša pojasnila. Se pravi, ali prijavljate stroške in koliko? Stroške vedno nastajajo, ampak jih ne prijavljam. Ja.